električne polnilnice v City Parku bili eni izmed prvih, ki smo to storitev omogočili uporabniku. Tako sem izjemno ponosen, da v teh časih, ki so zdaj naša nakupovalna središča City Parku na čelu, se naprej razvijajo kljub tem negotovim, turbulentnim časom in pišejo pozitivne zgodbe. Tako je recimo današnje odprtje 10 električnih polnilnic v City Parku vsekakor eden izmed takih dogodkov, katerega se veselim. Poleg tega, da danes smo odprli, oziroma bomo odprli 10 polnilnic, smo to mrežo razširili v vseh naših nakupovalnih središčih. Lahko tudi potrdim, da so naša nakupovalna središča edina, ki imajo vsaj 10 polnilnic in s tem kažemo trend na tem področju, ki vsekakor gre v smer zelenega. Ob tem bi tudi še dodal posebno zahvalo našemu partnerju pri tem projektu Elektro Ljubljana, ki se je izkazal kot zanesljiv in dober partner, ki zna poslušati tudi vprašanja ali pa mnenja partnerja, kot smo mi, ki ni, da rečem temu prvenstveno, se ukvarja z polnilnicami. Poudaril bi tudi to, da je naše podjetje okoljsko ozaveščeno in da se prizadevamo v tem, da bi čim manj ogljičnega odtisa puščali naših centrih. Zgodba z novimi elektropolnilnicami je vsekakor korak v to smer. V temi se bomo prizadevali tudi v prihodnosti, imamo plane v naslednjih letih povečati seveda to število. Čedalje bolj je pomembno, da se vračamo k naravi in temu stremijo tudi naši centri. Prihodnost nakupovalnih središč je vsekakor v več namenskih lokacijah, ki poleg nakupovanja združujejo preživljanje prostega časa, kulturo in kulinariko. In naša nakupovalna središča so postavljena v mestna središča, so lahko dostopna tudi z različnimi prevoznimi sredstvi, kot je javni prevoz, kot je pešpotijski roj in tako naprej. Kaj tukaj želim povedati, da tudi na tej ravni prispevamo k trajnostnemu razvoju naših nakupovalnih središč. Sesova nakupovalna središča so vsekakor aktivna in taki bomo bili tudi v prihodnje. Potrebno se vam zahvaljuje za sodelovanje v Končevki Papus, kot ste omenili, da je bilo to sodelovanje dobro, moram tudi jaz poudariti, da je bilo odlično, da praktično nismo imeli težav, da sta ekipi dobro sodelovali in to je predstavitev 10 polnilnic. In moram reči, da te niso prve, da so predstavljeni že v Eleji in da pred nami imamo še v letošnjem letu, načrtujemo predstavitev še v Mariboru in v Celju. To je mogoče znali tudi na Viču, v vašem projektu. Zato se vam skredo zahvaljujem. V Elektro Ljubljana smo naprimer s pionirju, pri postavljanju polnilnic. Začeli smo pred več kot 10 leti. Danes je v našo blagovno znamko, gremo na leti, smo poključenih že več kot 350 polnilnic in upam, da se bodo vsaj zavezali smo k zeleni transformaciji. Zato nas zavezuje, kot je že moj predhodnik povedal, skrb za čisto okolje, za zdravo okolje, da sledimo evropskim direktivam. Kot veste, moramo do leta 2050 spraviti ves promet na vire, ki so okolju prijazni. Jaz upam, da če bomo šli tako naprej, nam bo to uspelo. In to z nekje
optimizmom gledamo v prihodnost in upam, da bodo zgledu Špara, vaše skupine, sledili tudi drugi nakupovalni centri. V največjem nakupovalnem središču v Sloveniji nenehno vlagamo in se razvijamo, s tem pa nenehno rastemo. City Park postaja iz leta v leto vedno bolj zeleno nakupovalno središče. Naša vizija je, da delujemo čim bolj naravi prijazno in hkrati omogočamo prijetno doživetje našim obiskovalcem, ki jim veliko pomeni skrb za okolje. Za poudariti je, da nas tako naši obiskovalci, kot tudi zaposleni v City Parku poznajo kot okoljsko zelo ozaveščeni, so tudi sami taki. Zavedamo se namreč pomembnosti učinkovite rabe energije. Prav zaradi tega smo se odločili za nov korak, in sicer za postavitev sodobnih polnilnic za električne avtomobile. Naši obiskovalci svoje jeklene konjičke tako odslej polnijo na kar 10 e-polnilnicah oziroma polnilnih mestih. Naj ob tem dodam, da bomo v bližnji prihodnosti postavili še nova parkirna mesta za kolesa. Našim obiskovalcem je pa že zdaj na voljo sistem izposoje koles bicikel. Prav tako je etaža nižje, kjer smo sedaj, se pravi, v prtiču parkirne hiše 5 parkirnih mest, ki so namenjena uporabnikom storitve avansnih vozov. Obiskovalci tam lahko izposodijo vozilo in ga tudi tja vrnejo. Storitev pa poteka preko mobilne aplikacije. V City Parku kot največjem nakupovalnem središču v Sloveniji našim obiskovalcem dajemo možnost, da ne popiščajo tudi s kolesom, z električnim avtomobilom ali pa z javnim prevozom oziroma mestnim avtobusom. S trajnostno mobilnostjo pomembno vplivamo na zniževanje ogljičnega odtisa oziroma zmanjševanje količine izpustov ogljikovega dioksida. Z zeleno oziroma trajnostno mobilnostjo bomo v City Parku nadaljevali tudi v prihodnje.